Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci, takole, še dvakrat se bomo videli v tej sezoni, danes in pa potem naslednjo nedeljo, ko vam bomo rekli nasvidenje, čau, amore, čau, do naslednje nove sezone v mesecu septembru. No, čisto za uvod bomo danes namenili zopet glasbo. Glasba ima glavno besedo v naši oddaji in sicer tole glasbo, ki jo bomo zdaj na začetku zavrteli, namenjam nekomu in sicer pred dobrimi 2 dnevi je praznovala svoj rojstni dan moja mami. Mamica, želim ti vse najboljše, še mnogo let. Kaj naj rečem, dobra si, odlična si, radi te imamo, da ti bo zdravje služilo in seveda naj povem tudi to, da se z velikim veseljem vračamo k tebi domov, vračamo se na nedeljsko kosilo, ki ga takole vsako nedeljo rada za vse nas pripraviš. Mami, iskrene čestitke. Tale pesmica bo za tebe, no ne pa samo za tebe, zdaj naj sekundo 20 odloži delo tudi nekdo. Odšli bomo na Koroško, gospod Martin Brezovnik je včeraj praznoval rojstni dan, 60 let in seveda je Martin iskrene čestitke tudi vam. Včeraj smo bili na pikniku, bilo je super, imeli smo se fajn, naplesali, bilo je tudi dosti humorja, skratka hrane, pijače je bilo dovolj. Vsem vam, ki danes še ostali praznujete, pa želim, kaj naj rečem, veliko zdravja, uspehov, ljubezni in saj veste tisto pravilo in moto naj drži, da imejmo se radi. No, prva skladbica torej danes za vse slavljence, še posebej pa za mamico, mojo mamico in pa seveda za gospoda Martina Brezovnika, za vse slavljence in skladbica Igor in Zlati zvoki. Vsako leto pride, nihče mu ne uide, k nam prikrade se kar prek noči. Rojstni dan objame, vsakega čez rame, vse najboljše zjutraj zaželi. Ta presneta leta, vsakomur so šteta, nič ne ustavi ne hite. Srečo in veselje, radosti in želje, na ta dan naj vzame si srce. Dvigni zdaj tisti glas, ki ga v rokah imaš, in izpi ga do dna, naj čestitka velja, da dočakal 100 let bi na tem našem svet, reci danes lepo je res živet. Da dočakal 100 let bi na tem našem svet, reci danes lepo je res živet. Vsakno list obrne, ko kozarec vrne, in starejši je za leto dni. Ker so leta ena, vsem nadodeljena, pa nazdravimo si danes vsi. Dvigni zdaj tisti glas, ki ga v rokah imaš, in izpi ga do dna, naj čestitka velja, da dočakal 100 let bi na tem našem svet, reci danes lepo je res živet. Da dočakal 100 let bi na tem našem svet, reci danes lepo je res živet.
Takole, pa smo ponovno skupaj in sicer tale pesmica je bila torej za vse slavljence, za vse tiste, torej, ki praznujete rojstni dan. No, čisto na začetku pa vas bomo povabili še na eno zadevo in sicer danes bo piknik Katrce in sicer 08, torej že 8. leto, danes v Vojniku, torej tradicionalno, torej piknik Katrce in 60 let Radia Celje. Danes vas torej pričakujejo vsi, ki bodo danes tam nastopili in sicer ansambel Nemir, Mladi upi, ansambel Simona Galška, Akordi, Vikend, poskočni muzikanti, ansambel Lipušek, pa ta pravi faloti bodo z nami Mladika, ansambel Jurčki, Pegas, ansambel Nalet, Aplavz, skupina Katrca, Črna mačka, Šepet, Veseli svatje, Azaleja, Slavc L. Kovačič, Boštjan Konečnik bo tudi z nami, no z nami bo tudi simpatična in prikupna Maja Oderlap, pa Vili Resnik, gasilec Sašo in poštar Peška. Takole potrudili so se tudi za drug program in sicer za predstavitev električnih avtomobilov, pa lavinski reševalni psi izvodniki se bodo predstavili, imeli bodo tudi torto velikanko, no voditeljica celotne prireditve pa bo vaša in naša Klavdija Vinder. Torej danes se bo v Vojniku dogajalo veliko. Od 14. ure naprej pridite, za vreme smo poskrbeli in seveda dobrodošli vsi. No, zdajle bom seveda zopet namenila vam malce glasbe. Če bodo fantje pripravili seveda glasbeni spot, v nadaljevanju bomo seveda šli glasbi, a še prej bom povabila seveda v našo družbo, v mojo družbo goste, ki so danes z nami. In sicer z nami je zopet društvo Sonček. Martin, prav lep pozdrav. Tamle bomo dali mikrofonček, z nami seveda tudi Klavdija Kropej, živjo Klavdija, tudi vam lep pozdrav, in pa Majda Jurše, predsednica društva Skriti biser Sladka gora. Lep pozdrav družba vsem. A vam je kaj vroče? Malo pa žene. Martin, kaj se je dogajalo v teh dneh? Kaj ste Sončki delali? Kaj ste počenjali? Ja, jaz bom rekel, Sončki so bili skozi aktivni, maja smo res odlično končali z našo prireditvijo, 30 let društva Sonček, ki je zelo uspela. Naj povem, da končno ljudi je bilo okrog 1000 in prav uspeh je, da smo res to dokončali, kajti bilo je veliko truda, veliko dela in zdaj lahko rečemo, uspeli smo Sončki. Uspelo nam je in zaslužen dopust Martin je že bil? Malo pa že, ne? Ja, z žena sma bila 3 dni, sma dobila darilo, se pravi od odbora sma dobila darilo, tako da sma šla v Umag. Naj povem, da dopust še kar en lep čas ne bo, kajti zdaj že pripravljam zdravstveno-terapevtsko kolonijo, šolo z našimi otrocmi, se pravi 29. gremo v zdravilišče Lendava, nas bo okrog 130, tako da bo kar delovni dopust, ampak vesel dopust. Vesel dopust. No, naj povem, da čisto na začetku smo glasbo namenili moji mamici, torej za vse slavljence. Moja mamica je torej v petek praznovala svoj rojstni dan, pa rojstni dan svojo 60-letnico je praznoval tudi gospod Martin Brezovnik iz Slovenj Gradca, ki mu želimo vse dobro. No, a smo, draga družba, tukaj lepevsko kaj usmerjeni. Klavdija, bi šlo? Majda? Odvisno od tega, koliko spije. Dobro, ampak bi dali eno tisto prvo, draga Ana, potem pa dragi Martin, a bomo vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga Ana, vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, dragi Martin, vse najboljše za ti. Ja pa bravo, jaz mislim, wow, dajmo takole roka tako, opa, mislim, da nam je uspelo, ne? Ja, Martin, pri vas v društvu veliko pojete? Ja,
naši otroci, naši uporabniki so zelo veseli, ko je pesem in sploh, če jih kdo obišče od pevca ali od pevk ali od muzikanti, oni so radodarni in veseli za pesmijo. Tako, odlično. No, zdaj pa bomo pozvali vse naše gledalke in gledalke na številko 090 93 61 22 in sicer za nagradno igro za organka. No, danes predzadnjič torej podarjamo organka, zato vsi tisti, ki nas boste klicali na številko 090 93 61 22 in pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, boste seveda imeli možnost, da ga danes torej dobite. Tukaj ga ima Martin, ti si ga dobil. Tako, In? organko deluje. Deluje? Tako, No. in lahko rečem vsaki družini, Ja. imejte ga. Ja, torej za vsak dom, tudi za ljudi, ki stanujejo torej v bloku, absolutno pa seveda tudi v hiši, kajti dober mesec lahko mečemo torej organske odpadke v koš, torej ta naš organko, dobimo fermentacijsko tekočino, s katero zalivamo povrtnine in pa seveda ostale rožice. 090 93 61 22, telefonska številka, nagradno vprašanje pa se glasi. In sicer, kje se nahaja trgovina Kozin podjetja Plastika Skaza? Ali je to v Velenju ali B v Mislini? Samo na hitro poveste vaše ime, telefonsko številko, odkot nas kličete in v katero škatlico greste. Torej ali v A, v Celje oziroma v Velenje ali v B v Mislinjo. Torej pravilne odgovore, jaz upam, da jih bomo dobili danes čim več in da danes torej podelimo tega organka, torej predzadnjega v tej naši sezoni, potem pa še naslednjo nedeljo še enega in potem si rečemo nasvidenje. Zdaj pa seveda z velikim veseljem pozdravljam našo novo gostjo. Zelo sem vesela, da je Klavdija z nami danes v naši družbi in sicer Klavdija. Moramo povedati, ne, vi prihajate s Stranic. Ja. Takole bomo malce mišice pokazali, ne, se tudi jaz jih imam, ne. Ampak zakaj sem zdaj to rekla? Klavdija, vi ste kaj? Edina v Sloveniji, če ne res edina. Verjetno še bo katera, Ja. ampak Naj se javi. naj se javi. Ja. Ja. Kaj ste po poklicu? No, po poklicu sem avtoličarka. Avtoličarka, Majda, ste vedeli? Ne, to pa tudi jaz ne. In Majda, oziroma Klavdija, poveva zdaj, kakšno je to vaše delo. Kaj se počnete? Ja, to delo, ki ga upravljam, je bolj moško. To se že Ja, tako, absolutno. Veliko je moških v tem delu, ne? Ampak je to pedantno, zelo precizno delo, zahtevno delo. Ja, Tako da na koncu se vedno vidi potem rezultat. Ne? ja, se vidi rezultat. Kdaj ste začeli za to obrtjo? No, oče me, to je domača obrt, Ja. družinsko podjetje. Oče me zaposlil 94. leta, tako da zdaj do 2012 smo bili kot družinsko podjetje vse, zdaj pa eno leto pa že imam sama, Ja. mi je oče pa že v penzion. Ja, bomo pogledali zdaj prvi posnetek, pa bomo videli, če imamo pripravljeno ravno to vašo delavnico. Če ne, bomo pokomentirali kaj drugega, kajti bili smo zopet na Stranicah. A je to to? Ja, točno Dajmo to je. malce pokomentirati, kje se nahaja, kdaj je odpiralni čas, za kakšne zadeve lahko se pridemo k vam. No, ta delavnica se nahaja praktično v novem krožišču na Stranicah, blizu krožišča, čisto ob regionalni cesti Celje Slovenske Konjice. V tej delavnici vam nudimo vse usluge od začetka do konca. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice, tako da večji del za zavarovalnice podelamo. To ste vi? To sem jaz, ja. Odlično. Odlično. Se pravi, tukaj bo zdaj glih prikaz, ker je avto že glih proti koncu za lakiranje. Ja. To so še zadnje priprave, preden gre avto v komoro. In tam se potem zaščitijo vsi deli, ki ne pridejo polakirani. Je dosti tega danes, ne vem, je veliko teh ličarskih del, smo slabi vozniki. Kaj pravite? Če pa ne, kdo kak karambol povzroči, pa je poje, ne, tako da delo je v vsakem primeru, ne. Ja. In kdaj začnete, kdaj je tista ura? No, ob 8 zjutraj začnem, tam okoli 4, pol 5 pa končam, ne. Ja. Včasih se tudi treba malo dlje, ker določene stvari tudi zavzamejo svoj čas, Ja. tako da nisi takoj glih v 8 urah fertik, ne, tako Ja. da je treba tudi včasih malo zobe stisniti, ne. Klavdija,
To pomeni, da vas je navdušil oče? Oče je obrt začel 89. leta. Ja. In mene takrat tako, no to je moj sin, pa moja mami, Oh. ta mali sin, te večjega ni bilo tukaj zraven. Ja. Tudi ta mali mi pomaga, zelo rad je v delavnici, tako Ja. da se kar štuli tako Zraven ga zanima? Ja, kar Ja. tudi ta več, ampak on je že zdaj 7 let star, ima že druge variante, ne. Ja. Lepo frizurco imate danes, Klavdija. Napram tisto, kak je bilo tam, ja. Ne, vam je prav gotovo vaš oče naredil. Ali izgubljene frizerke. Izgubljene frizerke. Ne? Moramo povedati, da je vaš oče ravno tisti gospod, ki je bil prejšnjo nedeljo, ne, pri Ja. izgubljenih frizerkah, Ja. ki dela pedikuro, manikuro, Manikuro, vse dela. kure dela. Vse usluge, ne. Vse usluge in to je vaš oče. In oče je imel to delavnico, Oče, ja. pa me zanima, ne vem, kako to, da se ženska odloči, naprimer za to, ne vem, mi smo rade bolj tako, ne vem, kakšna pedikura, manikura. Bolj fino delo, ne? Ja. Ja. Bolj čisto, ne? Ja. Res Kako je bilo to? malo problem takrat, ko sem se odločala za poklic, imela sem več variant, ali bi bila zlatarka, ali frizerka. Ja. Pa nisem vedela, pa je pa oče rekel, pa kaj če bi probala neka zvezi z avtomobilami, ker ti si taki, vedno sem bila rada med avtomi, motorjami, pa to, ne. Rekel, poskusi nekaj takega, da boš lahko, to je vedno delo, ne. No, potem sem se pa te odločila za to avtoličarko, Ja. nič probala bom, če ne, pa sem preusmerila. Ja, Probat ni greh, ne. zanimivo, probat ni greh. In no, takrat, ko sem jaz začela, ko sem se vpisala v Maribor šolo, res da sem bila edina punca po razredu med 31 fantami, tako da malo me je bilo strah, taka sramežljiva, ampak pol čez leta pa je že kar bilo, tako da je bilo super, Ja. da zelo pogrešam to skupino učencev in upam, da bom tudi kdaj spravila te moje sošolce bivše skupaj, da se dobimo po tolikih letah. Bilo je pa zanimivo, res. Zanimivo. Je pa res, ne, to je pa še bolj umazano delo, Ja. ne moreš biti vedno tako urejen, kot so Ja. nekatere punce. Ženske, ja. Pa če rabim več časa do tega. Da ne, pridete pol do tega. barve, da Ja, spravim saj vem, sebe, je ne. težko spraviti barve, ne, Ja, dol, seveda, ne. To so seveda. take obstojne barve na avtu, kaj šele na koži, Ja, pa na koži, ne, ja. ne vem Moraš kje. biti pa res zaščiten, ne. Ja, odlično. Klavdija, še bova danes govorili o tem. Seveda zdaj pa pozdravljam Majdo. Majda, prav lep pozdrav tudi vam. Vi ne prihajate iz Stranic, ampak prihajate iz Sladke Gore. Ja, iz Sladke Gore, to je v občini Šmarje pri Jelšah, za vse tiste, Ja. ki ne vedo, pa mislim, Ja. da večina vedo. Je pa to zelo en tak lep kraj, še neokrnjena narava in pa večinoma posvečen Se kmetom. poznate tako, da ste se danes tukaj spoznali? Malo se Lepo. že tudi poznamo, mogoče Gospodin z Martinom, Sončkom, ja, ja, ja. drugače pa. Se je lepo, ne, da se društva družite, da sodelujete, to smo že večkrat povedali, Martina, ne, da drugemu pomagamo. Majda, vi ste pa danes s posebnim namenom tukaj. Povabili boste nas na eno dolgo turo, švicali bomo. Ja, Kaj bo? To je ta že naš 10. tradicionalni pohod, ki se bo odvil letos. Ja. To se pravi to soboto, ki prihaja sedaj 28. junija. Ob 9. uri se ta pohod prične pri Gasilsko-kulturnem domu na Sladki Gori. Potem bo pa trajal po teh okoliških gričih in pa seveda imamo tudi ogled dveh cerkva, najprej same cerkve na Sladki Gori, ki je tudi ena zelo, zelo lepa, baročna, ena izmed najlepših cerkva v Evropi, tako da bi se vsekakor, to je nujno, da si ti obiskovalci, ki ta dan pridajo na Sladko Goro, pogledajo in pa še potem imamo dogovorjeno z duhovnikom, da nam bo ob eni uri pripravil, pa mislim, da bo maša pri Svetem Mihajlu na vrhu hriba. To je pa tudi naša najvišja točka, na to se pa pričnejo pohodniki spuščati nazaj v dolino, nazaj do te cerkve in zaključijo pohod. Pohod. No, mi še prav gotovo ne bomo današnje oddaje zaključili. Ravno začeli smo jo, 090 93 61 22, nagradna igra za našega roganka. Martin, dam ti seveda kuli. Ja, no, sej lahko si ga bomo malce podala sem in tja. In nagradno vprašanje se glasi, moram povedati, da prejšnjo nedeljo vas je klicalo res, res ogromno. Hitro telefončke v roke, no, gospa, ki je dobila to nagrado, torej organka, smo ji ga poslali, ker ga prejšnjo nedeljo nismo imeli, no, zdaj ga imamo tudi tukajle. Danes ponujamo oziroma podarjamo organka in kaj naj rečem, preko 20 000 gospodinjstev že ima organka, ga že uporabljajo. Pridelujejo si torej sami,
prvorazrednik, kompostnik, osnovo seveda in pa seveda tekočinica pride čez 4. Martin, si že dobil tekočinico? Bomo dali tamle mikrofonček. Martin, kako? Mislim, zdaj bi mogel jaz ženo vprašati, ker to ona zdaj poskuša, jaz pa zelo rad ga polniš. Tako. Ga zelo rad polniš. Evo, tukaj je sestavni del, seveda sestavljen organko. Kako ga sestaviti, piše vse v navodilih. Notri je tudi kilogram biogena, ki ga imamo za približno en mesec pa pol. Torej posip živi mikroorganizmi, ki torej razkrajajo te naše biološke odpadke. No, naj povem, da meni se tekočinica vsak dan pridno nabira, da jo imam ogromno in jo uporabljam tudi torej za razmaščevanje odtokov. Evo, vse je priloženo, torej lahko pa nas seveda obiščete tudi v naši trgovini, ki se nahaja, to je nagradno vprašanje, kje se nahaja naša nova trgovina, Kozin, seveda podjetja Plastika Skaza, trgovina odprta vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 12. ure, pa potem od 15. do 19. ure, torej vsak dan, no v soboto pa smo tam za vas od 8. ure zjutraj pa do 1. ure popoldne. Tako da nas le obiščite, pridite, izjemne in, kaj naj rečem, odlične cene imamo za vas, pripravljene za vse torej naše izdelke podjetja Plastika Skaza. Zdaj le zopet čas, da si malce privoščimo glasbe, še prej vas bomo povabili na piknik Katrce in sicer piknik Katrce številka 8 in seveda skupaj z Radiom Celjem boste danes lahko praznovali 60 let Radio Celje, to pa ni kar tako, ne? Z nami pa bodo ansambel Nemir, Mladi upi, ansambel Simona Gajška, ansambel Akordi, Vikend, Poskočni muzikanti, ansambel Lipošek, Ta pravi faloti, ansambel Mladika, Jučki, Pegas, Nalet, Aplavz, skupina Katrca, Črna mačka, Šepet, Veseli svatje, Azaleja, Slavc Lekovačič, Boštjan Konečnik, Maja Odarlap, Vili Resnik, Gasilec Sašo, Poštar Peška, predstavitev električnih avtomobilov, Lavinski reševalni psi z vodniki se bodo predstavili in pojedli bomo ogromno torej torto velikanko. Danes od 14. ure naprej torej vaša voditeljica vas vabi in sicer Klaudija Vinder, da pridete torej obiskat v Vojnik. Zdaj pa torej malce glasbe, privoščili si bomo pa mi tale narezek, ki ga imamo tukaj na mizi. Martin, kdo ga je danes nam zopet podaril, dal? Se pravi, to je iz gostišča Jana, ki je spet, sem šel do nje in sem to zadevo rešil, da imamo danes spet nekaj novega na mizi. Takole, bomo malce, Martin, zavrteli tole našo. Seveda lahko. Kaj vse je tukaj gor, ne? Zopet Se pravi, šunka. tu je pršut, potem je slanina, salama, zelenjava, ki mora biti, saj vemo, da so tudi vegi posebej zraven lahko. Ja, smo danes kaj vegi, ne, smo kar mesek, ne? Dobro, se pravi, bomo spustili vegi, ampak bom rekel, vse vrste mesa je gor. No, odlično. Evo, mi se bomo zdaj lotili tega, pa tudi eno tako žlahtno kapljico imamo sladko, ne? Tako. To je pa iz kmetije Arzenšek, ki jo polnijo na stranicah, se pravi kmetija Arzenšek, tako da imamo vse danes zraven iz stranic. Odlično. Tako, straničani se še danes predstavljajo zadnjič v tej sezoni, no zdaj pa malce glasbe, skupaj bomo torej zaplesali z vami. Izvolite. Moj fant ima staro katrco, se pelje van. Moj fant ima staro katrco, če tudi je tesno, v njej se ljubi van. Avto se ziba kot stari gugalnik, on pa pritiska na plin. V roki drži svoj zakrivljen menjalnik, kot da igral bi se z njim. Ne, moj frajer ne prehiteva, saj greva v isto smer in skupaj prideva na cilj, ker dober je šofer. Moj fant ima staro katrco, se pelje van. Moj fant ima staro katrco, če tudi je tesno, v njej se ljubi van. V njej ni ne klime in ne pet benzin, pa sploh ne pogrešava to, saj brez legenzicev
zvok in zračnih blazin je nama prelepo. Moj fant ima staro katrco, se peljeva. Moj fant ima staro katrco, če tudi je tesno, v njej se ljubiva. Nima ne spoilerja, ne druge šminke, vendar je avto okej. Skupaj prevoziva ostre ovinke, k cilju hitiva naprej. Le večkrat zamenjava gumo, saj tu se nikoli ne ve, kaj vse lahko se pripeti, če guma ne vzdrži. Moj fant ima staro katrco, se peljeva. Moj fant ima staro katrco, če tudi je tesno, v njej se ljubiva. La, 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 la. Moj fant ima staro katrco, se peljeva. Moj fant ima staro katrco, če tudi je tesno, v njej se ljubiva. S katrco smo se sedaj odpeljali, no naj povem, da je tale skladbica bila namenjena za Društvo podmorničarjev Slovenije. Kljub temu, ne, da se to društvo ukvarja z podmornicami, predvidevam, ne, in da gredo v globine z podmornicami, no, sem vam namensko ne dala tole skladbico, da se bomo zdaj vsi skupaj podmorničarji, ne, stlačili v tole našo staro katrco. Jaz upam, da se bomo veselo odpeljali, kamorkoli nas bo že tale katrca torej danes odpeljala. Prav gotovo pa danes v Vojnik ob 14. uri, torej na veliko veselico, kjer Klavdija Vinder torej prireja piknik katrce številka 8. No, gremo pa seveda mi naprej, zdaj bomo zopet šli na stranice, posneli smo nekaj novih, svežih posnetkov. Martin, narava je zdaj zelo lepa na stranicah, prebudila se je. Narava se je po celi Sloveniji prebudila po te, kar smo doživeli čez zimo. Zdaj je spet čudovito, vse lepo raste, cveti in to je zdaj tisti lepi pravi trenutek. Prejšnjo nedeljo smo se pogovarjali, da se dosti ljudi tudi ukvarja pri vas z vinogradništvom, da imate nekaj vinogradov. Kaj pa ti, Martin, imaš? Vinogradov jaz nimam, kaj ti bom rekel, ne, je preveč dela, veliko dela, veliko truda vloženega v to. Res občudujem te ljudi, ki skrbno skrbijo za res čudovito žlahtno kapljico. Za tole, ki jo tudi danes pijemo. No, poprosila bom torej za drugi posnetek, odšli bomo torej zopet na stranice, da si pogledamo, kaj smo posneli. Bili smo tudi pri gasilcih, bili smo že torej zdaj v vaši delavnici. No, tole pa prosim, Martin, pokomentiraj, kje smo. Ja, to smo pa v novem delu stranice, pravi, to je čisto novo naselje, ki je res čudovito urejeno. Kateri konec je to? Kateri konec je to? To je Aha, v zadnjih vidim kamnolom, tako, praktično to bi rekel, da je to center. Center? Se pravi, tu je blizu trgovina, gasilci, šola in se pravi, nažalost pošte ni več. Bila pa je? Bila, pošto Kaj pa smo banka? imeli, banke ni bilo nikoli. In pač zdaj smo pač veliko prikrajšani, se pravi, prvo je bila izguba pošte, potem je bila izguba duhovnika. Kaj? Vi ste brez duhovnika Mi smo zdaj? brez Kdo pa duhovnika, potem mašuje? nadomešča ima gospod Leskovar Peter To pomeni, odkot je on? iz Reč, Iz Reč in prihaja sem. prihaja na stranice, tako da ima še mamo in tudi želimo si, da bi gospod Peter kar ostal pri nam. Ste zadovoljni z njim? Zelo, zelo. Ja. Saj moram povedati, da zdaj se zelo veliko pripravljamo za obnovo cerkve, notranjosti, zamenjava klopi, fresk in vsega ostalega, kar bo potrebno. In vem, da bomo to uspeli. To bo pravi zalogaj, ne? To bo pravi zalogaj in Ja. tako da bo. Bo. Tudi ti si bil že danes pri Maši? Jaz sem bil pri Maši, seveda, tako da Klavdija.
O ne, Klavdija, ne? Nisi utegnila, dobro. Druga dela, ne, danes. Martin, ti tudi tam si ključar, ali kako je s tem, kako se... Tako, jaz sem ključar, v Ja. ŽPS-ju sem, potem v gradbenem odboru, potem v dekanijskem svetu, tako da Povej, kje nisi? nisem kje nisi? trenutno nisem pri gasilcih, ostalo pa vse posod. No, tako. Lahko s Klavdijam si krijama dele. že. Tako, Klavdija ima pa res same take moške zadeve, ne, take šarf stvari. Meni je Klavdija to ful všeč, ne, sem rada, take motoristkinja, dajmo seveda tamle mikrofonček. Kaj je motor doma? Ja, že od malih nog sem jaz, kot sem prej povedala, da sem taki hitri človek, ne? Ja. Hitrih nog, delo vse hitrih hitro, rok? ja. No, zdaj pri delu nisem najbolj hitra, Ja. ker ti se treba bolj po pameti, sem pa jaz, ne, ja, tako. bolj počasno narediti, Aha. ker tam hitrost ne pride v poštev, ker ti tudi izdelek ni v redu. Sem pa že skozi od 19 leta naprej vozim motorje, tako da zdaj, potem ko sem pač prvič zanosila, sem motor prodala, ker zdaj so pač otroci na prvem Na mestu. prvem mestu, evo. Bom še malo počakala glede tega, glede motorja, ampak imam v planu ga kupiti, ne. Ja, Tako da bom imela v bližnji prihodnosti tudi nazaj motor. čez nekaj časa, Ja. ne. Tako, odlično. Majda, motor, avtoličarska dela, Ne, avtoličarska dela. avtokleparska. Ja, tudi jaz sem se že marsičesa Lotila? tako da ni težav, imam pa, lahko bi pa no, če že o tem govorimo, imam dobesedno vse izpite, razen za avtobus, tudi za tovornjaka, težkega tovornjaka, od A kategorija vse. Tako da tudi jaz imam eno željo motor, ampak je pa to res, da motor je zelo nevarna stvar. Kakšne renske, imam jaz danes tukaj. Ja, da dokler smo na 4 ali pa na večjih kolesih, smo bolj varni. Jaz imam komaj za kolo, No. redo. Ampak ja, res je lepo, ne, mislim, ko sediš na motorju ali pa bodi si v takem velikem vozilu, kot je tovorno Tovornjak. vozilo, ali pa ja, je to Klavdija. res nekaj nad. Klavdija, vi tovornjak, ne? Ne, bom pa šla izpit za traktor še delati, ker imamo z možem imamo tudi kmetijo. Ne? No, Martin, deva pa midva povedati, kaj pa mama midva spit, kaj mama, avto mama? Ja, jaz bi dodal tu Damo mikrofonček, ja. Jaz bi tudi dodal, recimo jaz sem po poklicu avtoklepar, tako da njeno stroko dobro poznam, super. svoje tudi, od izpitov pa nimam nedokončan izpit, jaz sem za avtobus. Tako, no. Tako da ja, tale družba sem danes kar malce odmaknila. Jaz imam pa ravno za kolone, tako da ja, tu nekje sem. Ampak res, kapo dol, res, ko upravljate vsa taka dela, izjemna dela, težka dela, no ampak če vas to veseli, zakaj pa ne, ne? Jaz vam bom Majda zdaj dala priložnost, da povabite še enkrat na ta veliki dogodek, oziroma se bomo vstali in odšli do tele naše Lipce, oziroma bomo kar takole pokomentirali. To je turistično društvo, ja, takole Skriti biser. Ja, to je turistično društvo Skriti biser, to se pravi, res vabimo letos že 10. tradicionalni pohod, ki pa vedno je zadnjo soboto v mesecu juniju, ne. To je ne glede na datum, ampak letos to pride 28. junija. Res bi vse prav lepo povabila, tako kot je že prej gospod rekel, res je težko delo v vinogradih, ampak naša Sladka Gora slovi ravno po tem, da imamo te pokrajino posejano z vinogradi, zelo lepo obdelano, še posebej, ker imamo ta pohod v mesecu juniju in če gospodar ali pa tisti, ki skrbi za vinograd, ni vešče ali pa skrbno delal, se res že pozna, kaj ti bolezen že napade, treba je že narediti kakšna ta zelena dela v vinogradu, da imamo to lepe linije in pa seveda ne smemo pozabiti na škropljenje in pa košnjo. Tako da je to res en tak lepi skriti biser, ki ga lahko ljudje, ki pridejo ta dan na Sladko Goro, odkrijejo. Drugače smo pa mi dobili ime po vodi, kar je pa biser iz Božje zakladnice. Imamo tudi, bi lahko rekla, zelo dobro, kvalitetno vodo, ki pa nas, ki tam živimo, vedno pomlajuje, nam daje voljo do življenja, voljo do zabave, do druženja, pravzaprav do vsega. In če pridete tja na tem pohodu,
greste tudi mimo tega korita, ki ta Ja. voda teče, tako da si lahko to vodo tudi natočite, probate in pridete še kdaj na Sladko goro, ne samo takrat, ko imamo tale pohod, in pa preizkusite to vodo, mislim, da vam bo čez kako leto, 2, 3, 5, 10 let sigurno pustila posledice mladostnega videza in pa Se vidi, energije. Majda, se vidi, Majda, polna energije, Lana, ne? Torej, sobota, 28. junij od 9. ure dalje, ne? Štartnina, kaj za štartnina? Ja, ob 9. uri se pravzaprav vse skupaj prične, takrat Ja. bomo imeli en tak kulturni program. Vsako leto nas tudi razveseli župan občine, ki pa pride takrat in tudi pove par besed. Nekaj besed še mu dodam temu jaz. Bomo pa letos imeli folklorno skupino, tako da tudi na kulturni program nismo pozabili. Vso pot, vse pohodnike, ki pridajo tega dne na prehoditi to pot, ki pa je dolga 7-8 km, približno nekje tam, ne, bojo spremljali biserni zvoki, to so tudi en naš domači ansambel, ki bo šel skozi celo pot, ves čas bojo igrali, tako da bojo spremljali, da se pohodniki ne zgubijo. Drugače je pa štartnina 5 evrov, s tem, da dobijo pohodno majico, potem takale zgibanke, to so še iz lanskega leta, tale in pa tale z leta 2012. Ja. Na teh zgibankah je tudi lepo napisano, označena pot in pa potem ponudniki pač, ki se lahko ustavijo, ki kakšno stvar lahko dobijo, kajti skrbimo vsi, da imamo dobro kapljico, kot jo imamo danes tukaj in Straniško, to ja. lahko pohodniki tudi tega dne poskusijo po naših gorcah. Tako, lepa predstavitev, Majda. Zdaj si bomo zopet privoščili malce glasbe. 090 93 61 22 pa je naša telefonska številka, torej za organka. Nagradno vprašanje se glasi, kje se nahaja trgovina Kozin podjetja Plastika Skaza, ali je to v Velenju, ali je to v Meslini. Hitro telefončke v roke zavrtite, povejte pravilen odgovor in z malo sreče boste danes torej dobili organka ravno k vam domov. No, če bo zdaj glasba, bomo zelo veseli, potem pa bodo seveda sledili kratki oglasi. Ja, mislim, da je spot pripravljen. Zavrtite se z nami, poveselite se, potem pa torej kratki oglasi. Draga, povej, kaj danes kuhala boš. Nič več od zdaj naprej, saj nisi moj mož. Kot gramofon ponavljaš iste stvari. A nič se prijelo ni. Kaj pa spremenil bi navaden papir? Zdaj le bi bil brez veze najin prepir. V hišnem priporu ti me hočeš imeti. Mil vzeti moj moški svet. Vince noče, vodi kot fantje ovce, ti ne, a vseeno se rado zgodi. Voda vince krsti, ljubezen vroča stori, da na ovce smo vabljeni. Voda vince krsti, ljubezen vroča stori, da na ovce smo vabljeni. Včasih pomislim, kaj pa če bo ušla. Strah je gospod in ti zaslužiš si ga. Saj sem že i tako do sode tepen, Ali dik ali poročen. v bili obleki res bili pa bila. Srečna tako, da trikrat rekla bi da. Ko bo čez hribe k nam pomlad spet prišla, Mogoče se vzameva. vince noče, vodi kot fantje ovce, ti ne, a vseeno se rado zgodi. Voda vince krsti, ljubezen vroča stori, da na ovce smo vabljeni. Voda vince krsti, ljubezen vroča stori, da na ovce smo vabljeni.
Vrtnarstvo botanika Prešinja vas pri Petrovčah. Vrtnarstvo botanika Prešinja vas pri Petrovčah. Imate težave z biološkimi odpadki v gospodinjstvu? Vas motijo neprijeten vonj, gnitje, insekti, kupovanje dragih vrečk, dnevno praznjenje v zabojnik za biološke odpadke? Imamo rešitev. Koš za biološke odpadke Organko. Je nepogrešljiv v kuhinji in ne privablja insektov. Odpadki v Organku ne gnijejo, prazniti ga je potrebno le enkrat do dvakrat mesečno. Kako uporabljamo koš za biološke odpadke Organko? Pred prvo uporabo najprej preverite, če je pipica zaprta. Obrnjena mora biti k napisu Close. Odstranite pokrov in s priloženo merico na dno koša potrosite pest posipa za biološke odpadke. Dodajte ostanke sadja, zelenjave in druge biološke odpadke. Velike kose razrežite na manjše zaradi lažje fermentacije. S priloženim ravnalom dobro potlačite odpadke. Z merico ponovno potrosite pest posipa. Koš zatesnite s pokrovom. Vsak tretji dan odprite pipico in odlijte fermentacijsko tekočino. Razrečite jo z vodo v razmerju 1:200 in jo uporabite kot gnojilo za rastline. Nerazrečeno lahko uporabite za vzdrževanje čistoče v otokih in za higienizacijo greznice. Postopek ponavljajte, dokler koš ni poln. Nato vsebino izpraznite v zabojnik za biološke odpadke. Ste lastnik vrta ali kompostnika, priporočamo uporabo seta za kompostiranje. Koš za biološke odpadke Organko, set za kompostiranje. Kako uporabljamo Organko set za kompostiranje? Ko prvi koš napolnite do vrha, z ravnalom potlačite odpadke in z merico dodajte 2 pesti posipa. Nato skozi pipico odlijte fermentacijsko tekočino, zaprite pokrov in pokrov dobro zatesnite. Koš postavite za 14 dni v prostor s sobno temperaturo, da odpadki fermentirajo. V tem času nadaljujte zbiranje odpadkov v drugem košu. Na vsake 3 do 5 dni odlijte fermentacijsko tekočino. Po 14 dneh je postopek fermentacije zaključen. Odpadno maso zakopljite v zemljo ali jo odložite na kompostnik. V zemlji se že v 3 do 4 tednih spremeni v kompost prvega razreda. Kaj sodi v Organka? Vanj odlagamo olupke sadja in zelenjave, ostanke pripravljene hrane, jajčne lupine, čajne vrečke in drugo. Vanj ne sodijo tekočine, velike kosti, papir ali pepel. Takole pa gremo zdajle v Brglezovo slaščičarno in pekarno na Vranskem. Poglejte, kako prihajajo ven tele čudovite stvoritve, bom rekla, odlične tortice, ki jih torej izdelujejo v Brglezovi slaščičarni. Majda, ste sladkosneda? Ja, zelo, pa tudi jaz kar dosti teh stvari pripravljam, ker lahko tule rečem, sem tudi predsednica Društva za celiakijo in moramo tam skrbeti, kajti celiakaši pa v nobeni slaščičarni nič ne dobijo in se trudimo tudi tu, da izobražujemo celiakaše, da si pripravijo lahko take sladke prigrizke doma. Torej brezglutensko, ne? Ja, moram vprašati seveda gospoda Romana, torej Roman nam bo seveda iz prve roke podal podatke, če imajo pri njih tudi brezglutenske, moramo vprašati, no, viš, dobro, Majda, o to se še nisem pogovarjala, sicer pa poglejte, kako lepe tortice. Poznate Brglezove pekarne? Ja, ker poznamo, zelo so res čudovite, dobre, okusne, tako da... In lepe. Pa vsekakor, ker najprej jemo z očmi, šele na to z nosom in na koncu z usti, ne? Z brbončicami. Ja, vsekakor. Tako, poglejte, za vse priložnosti, ne? Okrogle, kakršne koli oblike, ne, si danes že lahko izmislimo, pa razne poslikave različne, ne. Ja, to so pa res paša za oči za naše najmlajše, kajti ni lepšega za njih. Včasih ni nujno, da je torta zelo dobra, ampak oni gledajo z očmi, ne, res, da je nekaj posebnega, res čudovito. Čudovito. Dobrodošli torej pekarni Brglez.
Skladišče Jana, kjer vam ponujajo juhe, ribe, mesne jedi, školjke, polže, žabje, krake, sladice, pice. Najdete jih seveda na stranicah. Naj pa povem, da imate tudi različne pice vseh velikosti in debelosti. Dobrodošli v gostilni Jana. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo, kako pravilno lepiti keramiko. Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Predstavljamo novi Seat Leon, ki je popoln v vseh pogledih. Izkoristite paket dobrodošlice, ki vam prinaša brezplačno dodatno opremo. Novi Seat Leon že od 13.990 evrov. Seat. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. O 25-letnici podjetja Tripex 25% popusta na vse fotoaparate in kamere. Gotovinski popusti, obročno odplačevanje, dostava na dom. Tripex, prodajni center Drolc. Novo na Celjski koči, Pustolovski park, možnost rekreacije in športa v zavetju drevesnih debel in krošenj. Preizkusite se lahko na poligonih za vse starostne skupine. Pustolovski park, Celjska koča. Preživite svoj prosti čas aktivno. Takole pa smo zopet skupaj, kratki oglasi so tole sledili, 090 93 61 22, od tega trenutka torej dejmo hitro telefončke v roke in seveda pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje za našega organka. Tukaj ga imam, takle lepe barve z viola pokrovom, viola pipica in pa tudi viola takle ročaj, res lep. Potrudite se, pokličite 090 93 61 22 in jaz imam tukaj le papirčke že pripravljene, da pišem zdaj le pravilne odgovore. Kje se nahaja torej trgovina, nova trgovina podjetja Plastika Skaza z naslovom Kozin, kjer lahko dobite tudi organka oziroma kupite organka, kjer kupite lahko tudi vse ostale plastične izdelke, linije Viva, Solo, Contessa, Kubix, to so vrhunski izdelki in pa po izjemni ceni. Le pridete v našo trgovinico in seveda najdete kaj lepega, torej zase, za počitnice, za dopust, ki bo zdale, za kampiranje, za darilo, za vse priložnosti in za vse okuse. 090 93 61 22, nagradno vprašanje se glasi, kje se torej nahaja trgovina Kozin podjetja Plastika Skaza. Ali je to A v Velenju, ali je to B v Mislinji. 090 93 61 22, hitro telefončke v roke, jaz že čakam tukaj, da zapišem torej prvo ime in pa odkot nas kličete in želim slišati torej pravilen odgovor. Ali je to nova trgovina v Velenju, v katerem delu bomo povedali seveda v nadaljevanju, ali je to v Mislinji. Prejšnjo nedeljo ste, bom rekla, naredili en velik boom. Imeli smo okoli 20-25 klicev in
kaj ne rečem, hvala lepa za vse. Nekoga pa imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Jožica. Jožica, odkot? Iz Celja. Jožica, Celje, hitro povejte telefonsko številko. V Velenju je ta trgovina. V Velenju, še telefonska številka, Jožica. Halo? Še telefonsko številko. Ladam mojo Karkoli. mobitel. 031 Ja? 722 Ja? 160. 160 Jožica in greva v Velenje. Hvala lepa. Srečno. Lepo se imejte in nasvidenje. Takole na hitro, ne, bomo zdaj odšli. Samo poveste torej ime, kam gremo, odkot kličete in telefonska številka. Torej organko, torej kje smo odprli novo trgovino podjetja Plastika Skaza, ali je to v Velenju ali je v Mislinji. Lepa trgovinica, dober mesec nazaj smo jo odprli, kjer se lahko srečate tudi z mano, bomo naredili kakšne kuharske zadeve, podeljevali organke, skratka pridite pogledati, tudi zelo zanimivo nagradno igro bomo imeli v mesecu juliju. Dober dan, kdo je z nami? Marinka iz Šmarja pri telefonu. Halo? Ja. Vaše ime? Marinka iz Šmarja. Marinka? Ja. Marinka, Šmarje pišem. Velenje. Ja, Šmarje, še telefonska številka. Nič 41. Ja. 727. 727. 934. 934. Ja. Dobro, Marinka, lep dan vam želim. Vam hvala enako. Srečno in nasvidenje. 934 sem zapisala. Dober dan, kdo je z nami? Nič 90 93 61 22. Torej, kje se nahaja nova, lepa trgovinica Kozin Plastike Skaza, ali je to v Velenju ali v Mislinji. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Anica. Anica, odkot? Iz Topolšice. Topolščica, pišem. Anica, kje je trgovina? Trgovina je v Velenju. V Velenju in telefonska številka vaša je? Ja, 041. Ja. 844. Ja. 51. 51. 51, še ena številka mi manjka. Anica, dajte nas poklicati nazaj. Dober dan, kdo je z nami? Halo? Ja, vaše ime? Anica. Anica, iz Topolščice? Ja. Anica, še zadnjo številko mi povejte. 51. 515. Dobro, petica je na koncu, odlični smo. Evo, nasvidenje pa smo uspeli izvedeti. Anica je torej podala številko iz Topolščice. Dober dan, kdo je z nami? Halo. Nič 90 93 61 22. Kje se nahaja torej nova trgovina podjetja Plastika Skaza? Halo. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan, Jožica iz Velenja. Jožica, pišem Velenje. Jožica, kam greva? V Velenje. V Velenje, še telefonska številka. 031. Ja. 378. Ja. 608. 608 se zapisala, srečno. Ja, hvala. Čau, adio. Evo, takole na hitro, ne, bomo danes šli. Samo na hitro poveste, kje se nahaja trgovina. In tale lepo organko, ne, koš za biološke odpadke bo romal torej k vam domov. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan. Vaše ime? Dober dan, Anastazija iz Stranic. Klaudina mamca. Joj, Anastazija, Stranice, Bravo. pišem. Kam greva, v A ali v B? Velenje. V Velenje, še telefonska številka. Ja. Še telefon. 031. Ja. 642. Ja. 051. Sem zapisala, Anastazija, hvala lepa. Prosim, Srečno adijo, nasvidenje. fajn. Dober dan pa naslednjemu. Kdo je z nami? Halo. Ja, Dober dan, vaše ime? Dušan iz Stranic kličem. Dušan, evo, zdaj so se pa Stranice prebudile. Lepo zdrav, Straničani. Dušan, kam greva, v A ali v B? Ja, hvala. Lep pozdrav, lepo vas pozdravim, Folonca. Ja? Pozdravim vse vaše goste. Ja. Posebno bi še pozdravil našo avtoličarko. Bravo. Bravo. Pozdravil bi še našega Martina. Ja. Evo, bomo pomahali seveda nazaj, družba. Ja. Evo, Martin, pomahajmo. Ja, hvala. In Dušan, kam gremo, v A ali v B? V B. V A ali v B? V Velenje. V Velenje, to pa je A, ne? Ja. Dušan, še telefonska številka, Dušan. 041. Ja. 929. Ja. 631. 631, Dušan sem zapisala. Hvala lepa, srečno in nasvidenje. Dober dan pa nekomu drugemu. Kdo je z nami?
Halo? Ja, vaše ime? Javornik Marija Marija, odkot nas kličete, Marija? iz Šmartna pri Slovenj Gradcu. Šmartno SG, še telefonska številka, Marija. 02 Ja, 88 ja, 53 ja. 178. Zapisano in greva v A, a ne? V Velenje. Ja, takole. Hvala lepa za vaš klic. Gremo seveda naprej, še zbiramo torej telefončke 090 93 61 22. Hitro vzemite torej v roke. Ne grem stran od tele naše lepe, zdaj sem se ravno fajn namestila tukaj le, da podelimo torej našega organka. Že kar nekaj klicev smo zdaj sprejeli in vsi ste torej romali v A, v Velenje, ker trdite in pravite, da je trgovina v Velenje. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan. Vaše ime? Mačka iz Dobrne. Maša. Malčka. Malčka, Dobrna. Mačka, kam greva? V Velenje. V Velenje, še številka? 051 Ja. 322 Ja. 294. 294. Malčka, hvala lepa za klic. Srečno nasvidenje. Takole Malčka, kar dosti ženske danes klicalo, pa tudi kakšnega moškega smo imeli torej vmes, pa še zbiramo torej pravilne odgovore, kje se nahaja torej nova trgovinica podjetja Plastika Skaza in organko, lejte ga, bo danes romal torej k vam domov, skupaj z posipom, z biogenom, kilogram biogena, torej imamo notri, ki je za približno en mesec in pol. 090 93 61 22, torej telefonska številka za nagrado, ki jo torej danes podeljujemo. Predzadnjo organko, preden bomo šli torej na dopust. Naslednjo nedeljo podelimo še enega in danes še pričakujem torej nekaj klicev in seveda pravilne odgovore. Z nami pa še vedno gostje, gospod Martin iz Sončka, društva torej Sonček, pa gospa Klaudija in pa gospa Majda, ki vas vabi na tole zadevo, ki tule plepola nad mano, sicer na pohod, tradicionalni pohod. V nadaljevanju bomo seveda še povedali. 090 93 61 22, z nami so torej že bili Malčka iz Dobrne, ki je rekla, da gre v košarico A, pa gospa Marija iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, pa gospod Dušan iz Stranic, potem imamo Anastazija iz Stranic, potem smo šli v Velenje, gospa Jožica nas je klicala, pa v Šmarje gospa Marinka, kje smo še bili, Jožica iz Celja in pa tukaj imamo še Anica iz Topolščice, še nekaj klicev bomo seveda sprejeli, 090 93 61 22 in vas povabili tudi na piknik Katrce danes ob 14. uri. Medtem, ko boste vrteli torej telefončke za našega organka, pa si bomo privoščili malce glasbe, glasbeni spot, po okusu, po izboru torej naših tonskih mojstrov. Izvolite. Pogled ga zajame v objem, nad mano preširne planote, zelena se paka v njem, ujame v naročje lepote, jezera in gradov sijan in tisoče drobnih nasmehov polepšajo sleherni dan, skrbi spodijo stran. V osrčju Šaleške doline cvetoče kot vrt je življenje, saj tam, kjer imam korenine, tam je moje Velenje. V osrčju Šaleške doline spokojno leži moje mesto, najlepši je kraj domovine, kot pisem je. Jezera in gradov sijan in tisoče
še drobnih nasmehov, polepšajo sleherni dan, skrbi spodijo stran. V osrčju Šaleške doline cvetoče kot vrt je življenje, saj tam, kjer imam korenine, tam je moje velenje. V osrčju Šaleške doline spokojno leži moje mesto, najlepši je kraj domovine, kot pisem je. V osrčju Šaleške doline spokojno leži moje mesto, najlepši je kraj domovine, kot pisem je, kot pisem je. Takole ansambel Bum je bil z nami, nič 90, 93, 61, 22, še vedno s Klavdijo, torej sprejemava klice Klavdija za našega organka in sicer, kje se nahaja trgovina. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan. Dober dan, vaše ime? Marjan, Marjan, odkot? Slovenjgrad. Evo, SG, še telefonska številka, Marjan. 041 Ja? 769 Ja? 784. Evo, Marjan, sem zapisala in greva v A, ne? Tako, hvala lepa, Marjan, za klic. Pa gremo naprej, nič 90, 93, 61, 22. Organko, ne, koš za biološke odpadke, preko 20 000 organkov smo že prodali oziroma že ima svoje gospodarje, gospodinje, kakorkoli že. Imate ga lahko na balkonu, da ne hodite za vsako stvar dol, mečete biološke odpadke van, dobite seveda fermentacijsko tekočinico za zalivati. Nekoga pa imamo na zvezi. Dober dan, kdo je z nami? Dobar dan. Dober dan, vaše ime? Jožica. Jožica, odkot? Iz Dramelj. Dramlje pišem. Še telefonska številka? 031 Ja. 579 Ja. 250. 250 zapisano, Jožica. Hvala lepa za klic. Srečno in nasvidenje. No, tukaj v rokah torej držim biogen, na katerega posipate. Klavdija, ste vedeli, kako deluje ta organko? Ne. Torej, zanimiva zadeva. Sami mečemo torej biološke odpadke, dober mesec lahko imamo, potiskamo, ker tile mikrobi, ki so tukaj, ne, delajo zelo pospeševalno na tele organske odpadke. Nivo se znižuje, dobimo tekočinico, zalivamo, cel mesec nam ni treba iti ven in metati na kompost. Dober dan, kdo je z nami? Halo. Halo, vaše ime? Ja, z Rogaške kličem. Gospa Polonca, jaz pa ne bom nič za organka, pa čisto nič. Povejte. Čakaj, moram dati na tiše. Se slišimo? Ampak nekaj bi vam rada rekla. Povejte. Vi ste imela včasih tako lepe oddaje. Ja. Zdaj imate pa čist same reklame vsako nedeljo. Tako, to mi pa ni všeč. Bomo se potrudili. Nasvidenje. Ja, se bomo potrudili v naši novi sezoni, da bomo dali še več glasbe in seveda glasbenih gostov, ampak še vedno torej sprejemamo klice za našega organka, torej nič 90, 93, 61, 22, da pokličete in da seveda ga prislužite. Klavdija, rana ura, zlata ura, sva rekli, ne? Ja, točno. Pri vas tudi kaj zapojete, ker smo ravno pri glasbi? Tudi se z očetom včasih kar zapojem, pa tudi mami zraven, sploh takrat, če ti kaj ne gre glih tako treba, ne? Ja. Pože si zapoješ, ko pa da... Oče igra, ne? Ja, oče igra, ja, harmoniko.
Doma poprimete čisto vsi, ne? Mama ste rekli, da meša barve. Meša v mešalnici, ona ima barve, če res tudi kdaj kaj odmontira dol iz avtomobilov, tako da ni nič problem narediti. Ona je res, največ delamo ona pri nam, ker ona mora še kosilo skuhati. Otroke paziti, potem še mora na teren malo iti, tako da je kar pridna. Obema se res zahvalim, da sta me tako daleč spravila, ker sem res ima hvaležna. In vse torej ostaja doma, ne? Vse doma. Upam, da bo ta tradicija tudi šla naprej glede na moje otroke, tako da upamo. Pričakovati pa ne moramo. Tako, zdaj bomo zopet šli na stranice, potem si bomo privoščili malce glasbe. Naprošam seveda naše fante, da nam dajo naslednji posnetek. Evo, tukaj pa gasilski dom. Martin, dam ti seveda mikrofonček za gasilce, evo. Številka za gasilce, katera? Ja, zdaj kjero bi imela? Prav njihov ali bi rekli? Kar povejmo tisto splošno, da vsi vemo, še enkrat, da se zapomnimo. No, koliko je? 1. Je 2 ali 3? Prav gotovo 2, ne? Ja. Takole, da ponovimo. No in gasilci... 112 bomo rekla, ne? Tako, gasilci so pri vas zelo aktivni. Ja, gasilci so zelo aktivni, saj imajo res čudovito opremo, vse najnovejša vozila. Jaz jim želim sam, da bi imeli čim manj intervencij, kajti vemo, kaj to pomeni, saj tisti trenutek, ker ljudje izgubijo veliko in zato pravim, čim manj nesreč in tega in bo čudovito. Imaš podatek, koliko gasilcev je v društvu? Ne, to nimam, ker nisem član gasilskega društva Strnice. Čeprav, če bi bil, bi vedel, ampak trenutno se nisem pozanimal, ker bi mogel biti danes tudi en prisoten iz strani gasilskega društva Strnice zraven. Žal odsoten, ne? Intervencija, ne? Tako, tu je prikaz intervencije, kako so speljali iz gasilskega društva, iz garaž ven, se pravi, prišli so v res skrajnem času, ko smo jih poklicali, nenajavljeno, so se pripeljali s svojimi vozili in so takoj, smo lahko posneli to akcijo na kraju, ker naj bi bil požar. Ja, gasilcem res iskrena hvala, kaj ti gre to za prostovoljno, a ne? Tako, jaz bi rekel, gasilci so tisti trenutek najbolj iskani in to je vse v prostovoljni režiji in prav čudi me časih, ko čujem kakšno gorko, da ne dobi dopusta, ker mu delodajalec ne da prostega časa za tisti trenutek, ko bi ga res potrebovali, saj vemo, na koga se obrnemo v najhujših trenutkih. To so gasilci. Gasilci, ne? Tebe še nekako kličejo v gasilske vode, te bo povleklo? Tako bom rekel, če sem odločil, bom pristopil in nadaljeval tisto delo, kjer sem končal. Tako da jaz sem že bil v začetnih letih, se pravi od 1. razreda sem bil gasilec, pa do 2. letnika, potem pa ne vem, kaj je prišlo vmes, da nisem več gasilec. Ja, pride v človeku tako in prav gotovo veliko stvari imaš, Martina. Res, da veliko, ampak jaz zato pa pravim, na mladih svet stoji. Tako, Majda, pri vas gasilsko društvo v Sladki Gori? Ja, pri nas gasilsko društvo kar zelo dobro deluje. Letos imamo okroglo obletnico in pa bomo prevzeli novi gasilni avtomobil, ki se trenutno na njem dela nadgradnja, ta avtocisterna, tako da bomo v mesecu septembru prevzeli ta novi, čisto obnovljene do konca pripravljen avto. Moram pa reči, da tudi jaz sem gasilka, s tem, da ne delujem v operativi, ampak v vseh drugih stvarih, ki pa zraven tega, kadar so seveda gasilci so vedno pripravljeni na take intervencije, se pa gasilci udeležujejo tudi vseh drugih stvari, od tega, da pripravljajo kakšne veselice, od kresovanja, pa kakšnih piknikov, tako da tam pa zelo radi pomagamo. Ja, Martin, tudi pri vas boste imeli zdaj kaj kmalu, ne, gasilsko veselico, to je tradicionalna pri vas? No, jaz bom pač povedal tisto, kar trenutno lahko povem. Prvo soboto v mesecu 7. meseca je gasilska veselica, pokal 100 talcev, se pravi, to je res tradicionalno
kajti vemo na grobovih 100 talcev in tako se je potem imenovala to tekmovanje gasilskega tekmovanja. Takole, zdaj si bomo privoščili malce glasbe, potem pa še naprej ostanite torej v naši družbi, podelili bomo torej nekomu organka, ki je seveda klical našo oddajo, še kakšno besedo rekli, še kaj pojedli, a ne? Pa kaj spili, pa torej bo zdaj pa torej malce glasbe. Janez, a veš, da tvoje pepsa nocoj pride, ko bo ples? Ne bom pa zaplesal, žo. Muzikanti, te pa zašpilajte eno. Muzika vesela čuje se, okrogle polke glas te že vrti. 1, 2, 3, takoj po konci si, harmonika in bas ta poplešeta. Note vse te vztrajno vabijo in ritem govori, ujemi me. 1, 2, 3, takoj po konci si, če komu to ni prav, popracamo zdav. Muzika nocoj igra za dušo in srce, že dobra volja čaka, da si poiščete. Muzika nocoj igra za fanta in dekle, in pismi sta čarobni, objemlja se. Muzika vesela čuje se, okrogle polke glas te že vrti. 1, 2, 3, takoj po konci si, harmonika in bas ta plešeta. Muzika nocoj igra za dušo in srce, že dobra volja čaka, da si poiščete. Muzika nocoj igra za fanta in dekle, in pismi sta čarobni, objemlja se. Muzika nocoj igra za fanta in dekle, in pismi sta čarobni, objemlja se. In pismi sta čarobni, objemlja se. Čakajte, kar me greta, jaz bom pa za Štefan dal. To je vesela, hoče v redu že. Vrtnarstvo botanika Trešinja vas pri Petrovčah. Vrtnarstvo botanika Trešinja vas pri Petrovčah. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Predstavljamo novi Seat Leon, ki je popoln v vseh pogledih. Izkoristite paket dobrodošlice, ki vam prinaša brezplačno dodatno opremo. Novi Seat Leon že od 13 990 evrov. Seat.
Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. O 25-letnici podjetja Tripex 25% popusta na vse fotoaparate in kamere. Gotovinski popusti, obročno odplačevanje, dostava na dom. Tripex, prodajni center Drolc. Novo na Celjski koči, Pustolovski park, možnost rekreacije in športa v zavetju drevesnih debel in krošenj. Preizkusite se lahko na poligonih za vse starostne skupine. Pustolovski park, Celjska koča, preživite svoj prosti čas aktivno. Takole pa smo zopet skupaj, mi kramljamo tukaj in se mastimo z temlem okusnim, torej narezkom. Nič 90 93 61 22, še nas lahko pokličete za našega organka, tisti, ki bi ga želeli torej imeti, kje se nahaja torej trgovina, ali v Velenju ali v Mislinji. Torej enega bomo danes podelili in res morda gospa, sej pa po eni strani ima prav, ki je klicala, da mora biti glasba, prav gotovo, bomo se potrudili in seveda dali tudi glasbo, ampak včasih je pa tudi kakšen pogovor, pa kakšne take zadeve, da se pogovorimo tudi prav, da povemo kaj več o določenih zadevah. Tako, drugače pa absolutno glasbe bomo dali, še več se bomo potrudili v novi sezoni. Zdaj smo že vsi takole na off. Smo že malce že dopustniški in kakšen glasbeni spot je tako fajn, če ga daš, ker je ponavadi taka gužva tukaj noč zmešnjava in ogromno ljudi, ampak vse bomo seveda prav gotovo prilagodili vsem. Zato bomo zdaj tudi dali za gospo, ki je klicala z Rogača, se ne spomnim, zdaj še eno glasbo, fantje imajo pripravljeno. Zdaj se pa zavrtite, vsi tisti, ki ste ljubitelji torej narodno zabavne glasbe. Evo, glasbeni spot. Večer odpluje barka moja proti ognju sončnega zatona. Pod ljubimci njeni so valovi, ki bilani drabožajo. Veter morski samotar iz juga nosi sanje daljnih oceanov. Svojih 7 spori kruha meni ljube morju nalovi. Morje moje, dobro morje, ki je v njem odsev neba. Lepše je od oceanov, vse
vdanost, prejme jih zagrne in morda zagledam neko jutro, saj en biser z bulki izglobi. Na obali modrega zaliva, kjer se v starih oljkah sonce skriva, rad nekoč živel bi v svojem domu, z deklico, ki sanje z njo deli. Morje moje, dobro morje, ki je v njem odsev neba. Lepše je od oceanov vsega širnega sveta. Morje ni tako globoko, kot ljubezen je srca. Pa čeprav je ribič sin, le kruha bridkega. Pa čeprav je ribič sin, le kruha bridkega. Ja, takole, še smo skupaj, še nekaj minut torej do konca današnjega srečanja. Martin, sklepna beseda, ne? Povabimo vse na stranice. Tako, jaz vas bi povabil na stranice, da si ogledate muzej 100 talcev, kraj, ki je tudi lep. Seveda, če je kakšna prireditev, vabim vas na stranice in tudi na vse ostale tam okolice. Saj je zdravilišče zraven Zreče, potem je Rogla in res, da veliko lahko vidite in dosežete v mirnem kotičku. Tako, Klavdija, še vam dam besedo. Ja, jaz tudi bi lepo vse skupaj pozdravila, ki me zdaj gleda, pomahala bi svojim otrokom. Evo. Otroci zdravo, a ti mami? Ja, nič. Upam, da bo kdo prišel od teh, ko me poslušajo k meni. Ja, takole, ne? Da vidijo, kaj ženska zmore. Kaj ženska zmore. Majda, še z vaše strani povabilo, preden bomo rekli nasvidenje in si privoščili torej zadnji glasbeni spot, zadnjo glasbo za danes. Majda, še povabilo? Tudi jaz bi res prav lepo povabila vse na ta pohod, ki bo na prihodnjo soboto. Bi pa še povabila na že, ni še čisto tradicionalno, ampak lani se je na Sladki gori prvič odvilo. To je bilo tekmovanje v kuhanju enolončnice v kotlju, letos je to drugo zapovrstjo. Lani smo kuhali golaž, letos bo to bograč, prihodnje leto štajerska ali pa kozjanska juha pravzaprav. To pa bo 26. julija, ravno tako na Sladki gori, bomo imeli velik šotor in pa seveda slovenski zvoki bojo igrali, so nam rekli, da pridejo. Vemo, da bojo naredili pravo fešto, tako da vsi tisti, ki pogrešate narodno zabavno glasbo, vabljeni čez en mesec, to se pravi 26. julija na Sladko goro. Pridite poskusiti, kajti tekmovalno bomo kuhali ta bograč v letošnjem letu. Lani je bilo 10 ekip na golažu, upam, da letos vsaj 10 ekip ali pa mogoče še kakšna zraven. Lahko pa se mi prijavijo na skriti.biser@gmail.com, za tiste, ki bi radi tekmovali. Hvala lepa. Nekoga imamo na zvezi, dober dan. Halo, kdo je z nami? Dober dan želim. Halo, lep pozdrav. Halo, dober dan želim. Lep pozdrav, kaj ste rekli? Če mi dovolite, dober dan želim. Tudi jaz vam lep dober dan. Če mi dovolite, jaz se vam bi najlepše zahvalil za bivši prejšnji spot o Monarjih, o morju. No, lepo. Tudi bi dal glas, če mi dovolite, v Velenje. Mogoče bi pa ravno tista kangla k meni prav prišla domov. No, odlično. Povejte še vaše ime. Drago iz Celja. Drago Celje. Še telefonska številka, Drago. To je pa 03. Ja. 5417. Ja.
838. Tako, drago, hvala lepa za vaš klic. Še enkrat vašemu društvu, to je Društvo podmorničarjev, ne? Želimo mi vse dobro. Tako. Drago se je že poslovil, takole, lepo se mejte, evo, pa bomo zdajle izžrebali nekoga, ki je pravilno, ne, odgovoril na nagradno vprašanje, ki se glasi, torej v Velenju je nova trgovinica, stara, nama nova, pridite nas obiskat. Klavdija, dam vam možnost, tako pomoško, ne, pomoško zamešajte, tako zmeša, težko je, ne, in nekoga smo izžrebali in to je gospa Anica iz Topolščice. Gospa Anica, iskrene čestitke, organko, torej Roma, k vam domov. In kaj naj rečem za konec? Hvala lepa, družba, da ste bili v moji družbi. Vroče je tukaj, ne, Majda? Ja, se je dalo prestati. Se je dalo prestati, ne? Se navajamo na dopust. Tako, prav gotovo se navajamo na dopust. Za danes je bilo to vse, ne? Drugo nedeljo bomo imeli torej glasbo veliko in še več, seveda, ko je naša zadnja oddaja. Ostanite torej naslednjo nedeljo z nami še, ne? Ostanite z nami, no zdaj pa zadnja pesem, zadnji glasbeni spot. Do prihodnje nedelje pa torej srečno in nasvidenje! Pazi, v skrini voda, vem, da dolgo te več ni škoda. Upam, čutim, vem le mala, ti si zame vse. Mala, pazi, v skrini voda, vem, da boljši sem od Gospoda, ki osvaja in igra, ne boj se dan za dnem. Reci mi, da zdaj si sama, da si res še prava dama, da nihče ni kosti, ti to veš. Veš, da kri ni voda, saj razumeš, čutiš in ti veš. Veš, da kri ni voda, ti to znaš. Da kri ni voda, saj razumeš, čutiš in ti veš. Veš, da kri ni voda, ti to znaš. Kri ni voda, mala, pazi, veš, kri ni voda, vem, da dolgo te več ni škoda. Upam, čutim, vem le mala, ti si zame vse. Mala, pazi, veš, kri ni voda, vem, da boljši sem od Gospoda, ki osvaja in igra, ne boj se dan za dnem. Reci mi, da zdaj si sama, da si res še prava dama, da nihče ni kosti, ti to veš. Veš, da kri ni voda, saj razumeš, čutiš in ti veš. Veš, da kri ni voda, ti to znaš. Veš, da kri ni voda, saj razumeš, čutiš in ti veš. Veš, da kri ni voda, ti to znaš. Kri ni voda, ti to znaš.